Lep pozdrav, začenjamo z našim prvim podcastom, imenovanim Tangenta. Kot obljubljeno, sva z vami Janez Gorenc in Peter Černe. Peter, kako si? V redu sem, hvala. Malo me edin motno, ker sonce zahaja toliko prej, se pozna in je temno že ob 5 popoldne. Kaj pa ti sicer? Eno, če pa tudi prav uživamo v teh jesenskih barvah. No ja, to pa je. Jih če dalje bolj cenim. No. Zdaj zanimivo tema je danes čaka, ne? Se prav bova govorila o temu, kar je najbolj pomembno glede na strukturo našega prvega podcasta, se pravi o komunikaciji, o jeziku. Ne? Ja. In kot nalašč, nam je malo zagodil, se pravi, ne bova iz oči v oči, ampak prek sredstev obveščanja, ne, se pravi. Tako je, ja. Je malo naroden. Ja, ne vidimo se, ne, v obraz, v oči in je od naše komunikacije potem marsikaj odvzeto, ne. Lahko se sicer spremljamo, ne, preko Zooma, recimo, kot je zdaj popularno, ne, in na ta način vidimo eden drugega, ampak ni pa to isto. Ne. Se to nam je najbrž vsem znano, ne, kdor spremlja kakšna Zoom predavanja kot študent, da enostavno pač ni ista zadeva to. Ne. Ja, ni to. Zdaj, ti študiraš lingvistiko, no, oziroma končuješ? Ja. Kaj pravzaprav po tvojem mnenju je jezik? No? Kako ga bi definiral? Ja, jezik je najprej sistem za komuniciranje, za predajanje sporočila. Ne. Zdaj, jezik je lasten seveda nam ljudem in tudi živalim. Gre pač samo za to, za prenos nečesa, kar želimo sporočiti, in pri tem uporabljamo različna sredstva, ki ta sistem potem formirajo. Ne. Zelo zanimivo je to, da je naš jezikovni sistem človeški, ne, je očitno zelo dovršen, ne, ker če pomislimo, lahko pravzaprav izražamo vse sortne vrste sodb, lahko govorimo o tem, kar se dogaja tukaj in zdaj, lahko govorimo o nečem, kar se bo mogoče zgodilo v prihodnosti, lahko celo predvidevamo, kaj bi se lahko zgodilo, ne. Govorimo lahko o preteklosti, o vsem mogočem, lahko ukazujemo. Ne. Ja, in prek tega vidimo, ne, kako je to v bistvu nekaj res dovršenega. Ne. To je nekako nekaj, način, na katerega bi lahko jezik opredelil, ne. Sicer je pa definicijo pravzaprav prav gotovo zelo težko podati. Ne. Ja, to najbrž tudi filozofija ima čisto svojo definicijo. Ne? Ja, tudi nekaj lastnega človeka, kako si ti že rekel, ne, se pravi, kot razumevajoče biti človek ima to sposobnost, ne, eno refleksijo izraziti preko jezika. Ne. Pač tega recimo nima nobena druga vrsta. Ne. Tako. Drugač pa, a ni tako, jezik je nekaj v bistvu po drugi strani pa tudi samo po sebi pomembnega, ne. Ja. Človek se ga res ne zaveda, ga dnevno uporablja, ampak... Ja, to je zelo zanimivo, ne, zato ker prav to je tisto, ne, zaradi katerega imamo ljudje v šolah, recimo, ne, težave z lastnim jezikom. Ne. To je grozno ironično, ne, če pomislimo, ampak je pa čisto sprejemljivo oziroma nekaj čisto razumljivega. Ne. Glede na to, da, kot si rekel, ne, je to nekaj povsem samoumevnega, nekaj čisto nagonskega pravzaprav. Ne. Materni jezik, ki se ga učimo že od rojstva, ne, in ga najbolje znamo. Ne. Ne znamo ga v polnosti, ne, kar je tudi zanimivo dejstvo, ampak znamo ga pa najbolje od vseh drugih jezikov, ki smo se jih ali pa se jih morda učimo. Ampak ja, gre prav za to, da ker je to nekaj čisto nagonskega, nekaj samoumevnega, je zelo težko na to stvar analitično pogledati. Ne. Se pravi, jo začeti razčlenjevati, kot bi začeli razčlenjevati nek tuj jezik, ne, kot recimo angleščino, ne, ki se jo učimo najprej v šolah. Tako, ne, in je pravzaprav precej ironično, ne, kako
imamo v bistvu lahko s tem težave, zakaj nimamo vsi v šolah slovenščine 5, ne? Če pa tako dobro, ja, pravzaprav vse čas govorimo, ne? In znamo marsikaj izraziti v njej, ne? Zakaj nam to ne gre? Zanimivo, ko si to povedal. Zdaj, jaz se spomnim anekdote, no, ko sem se italijanščine učil v Italiji, ne? In tako vprašaš kakšnega Italijana, pa zakaj pa ste na tak način rekli, ne na drugi, tako kot je bilo prej. Pa te pogleda čudno, pa ti prav, kaj pa jaz vem, ne? Ja, evo, ja. Pa si pa misliš, pa pismo, pa se tvoj materni jezik, za kako to, da ne veš povedati, ne? Zakaj je to tako in ne tako. Ampak pa malo pomisliš, pa si rečeš, pa sej, zame je bilo za slovenščino isto, ne? Če bi kakšen tujec me vprašal, zakaj pa tle rečete tako, pa ne tako. Ja, tako je. Mislim, je nekaj, kar je čist pristnega, avtomatičnega, po drugi strani, tako kot prej rekel, pa ne moramo, mislim, je pa tudi nekaj, k čemu strmimo, pa ne moramo do polnosti ga nikoli. Ja. Ne moremo, ne. Je tu nekaj živega, ne? Tudi v tem smislu se skozi nekaj spreminja, ne? Ja, že to je eno dejstvo, ne? Ker se ves čas razvija, ves čas, ne, se vnašajo inovacije, ne? Pa tudi, če bi se vsi učili standardni jezik, ne? Recimo knjižno slovenščino, enostavno ne bi mogli usvojiti v celoti, ne? Ker je toliko možnosti za izraziti neskončno možnosti, mi lahko formiramo neskončno stavkov, ne? Oziroma v teoriji jih lahko, ne? V praksi je to nemogoče, ne? Naša kompetenca nam tega pač ne dovoljuje, ne? Ampak ja, je pa zanimivo, no? To, kar si prej omenil, te izkušnje, jaz sem imel čisto podobne izkušnje, ker sem bil prav v tej vlogi, kot si ti spraševal tega Italijana, ne? Je nek Poljak recimo mene spraševal, ne, pač kako bi se najbolje prevedlo to in to, ne, in je potem nek stavek posredoval v angleščini, ne, seveda nisem imel pojma, pravzaprav kaj bi mu rekel, ne, in je bil začuden, ne, pač kako ne veš, ne, to je tvoj materni jezik, ne, kako nimaš pojma, ne, in žal je to tako, no, žal imamo tukaj en zid pred sabo, ne, ki ga pač ne moremo preplezati, pa ga zelo težko, ne. Ampak zelo zanimivo je tudi to, no, jaz sem imel recimo v osnovni šoli eno sošolko, ki je imela očeta Američana in je pravzaprav tukaj v Sloveniji odraščala v dvojezičnem okolju, no, vsaj tako sem jaz to njeno zgodbo razumel, in je v angleščini bila odlična, ne, ko je šlo do ustnega sporazumevanja, ne. Je bila najboljša v razredu, ne. Perfektno besedišče, perfektna izgovorjava in vse to, ne. Ustne ocene so bile odlične, ko pa smo mi pisali pisno kontrolno nalogo, ne, smo imeli pa slovenski otroci, oziroma popolnoma slovenski otroci, tudi boljše ocene od njih, ne. In je bilo tudi nekaj tazga, kar je bilo čudno za nas takrat, ne. Kako to, da ti, ki tako odlično govoriš, pač potem nimaš takih pisnih ocen, ne. In enostavno se to težko prenese. Pa tudi je tako, ne. Različni jeziki uporabljajo tudi različne kontekste, ne. Ja. Mislim, so v različnih kontekstih, pa tudi kakšne fraze, ne, tako, če bi jih dobesedno prevajal, nerazumljive, nelogične. Ja. Res to pa tudi odvisno od izkušnje, pa zgodovine najbrž posameznega naroda, ki raste okoli tega jezika. No. Zdaj, to sva govorila o govorjenem jeziku. Ne. Zdaj, jezik je pa lahko tudi neverbalen, ne, se pravi, neverbalna komunikacija. Ne. Mogoče ena kritika zdaj sploh na modern način komuniciranja. Ta dimenzija jezika se pa zgubi, ne. Že zdaj, ko sva preko Zooma, nekako jaz vidim pol telesa ali pa četrt, ne, tvojega, ti najbrž isto mojega. Ja. Zdaj, dobro, Slovenci ne krilimo toliko z rokami, recimo, kot mediteranski narodi, ne, ampak sploh v Italiji ljudje, sploh na jugu, se lahko brez problema z rokami sporazumevajo, ne. Ja, to sem že slišal za to. Ja. In mislim, prek drže telesa, da skrat tudi človek izraža
kakor eno dopolnilno temu, kar pravi, ne. Ja. In jaz mislim, da zdaj, pa sploh recimo Twitter, ne, je taka zadeva. Ta komunikacija je praktično ni odzadaj, se pravi, ti zapišeš eno misel, ne. Ja. Kako interpretirati, kaj odzadaj za to mislijo. Zdaj jaz preberem eno frazo, recimo, kaj ti napišeš, se pravi en stavek, no. In se pravi, jaz tudi izhajam iz ene lastne izkušnje, ne. Jaz lahko popolnoma narobe interpretiram ta tvoj stavek. Ja. Tudi to je zanimivo, ne, se pravi, jezik tudi je povezan z eno lastno izkušnjo, ne. Ena beseda lahko meni vzbudi drugačne čustva, spomin, kakor tebi, ne. Ja. To smo imeli, vem, da smo imeli neke take teme na enem predavanju, no, o tem, kako pravzaprav posredovati otroku, ne, recimo nauko Bogu. Spravi, recimo, da gre za pouk veruka, ne, z veruk, ne, in potem more katehistinja ali katehet, ne, otrokom nekako predstaviti, kdo Bog pravzaprav je, ne. In ponavadi kakšni posežejo po primerjavi z očetom, ne, Bog je kot recimo tvoj oče, ne. In zdaj, če ima otrok izkušnjo očeta, ki ga recimo sploh ni v družini, ne, to je recimo mati samohranilka, ki tazga, ne, ali recimo očeta, ki je nasilnež, ne, ki je grob, ne, ki tazga, ne, da imajo take probleme, nasilje, ne. Potem je ta primerjava z Bogom pravzaprav grešena oziroma celo kontraproduktivna. Ja, in točno to je to, ne, otrok tukaj, ko interpretira te primerjave, ne, izhaja iz lastne izkušnje in to pravzaprav predstavlja neko težavo, ne, ker pač naših izkušenj je vseh vrst, ne, in bo vsak imel neko svojo interpretacijo, ne. Popolnoma svojo unikatno interpretacijo nečesa, ne. Tako kot si rekel, ne. In zato se mi zdi, da prihaja tudi do enih težav, ne, šumov v komunikaciji, v nerazumevanju, ne. Isto kot si omenil, ne, to pisno izražanje na Twitterju in tako naprej, ne. Ko pač neka kratka izjava, nek tweet, ne, saj ta beseda to pravzaprav predstavlja, ne. Nek čivk lahko v bistvu sproži ogromen val nekih soglašanj, ne, ali pa še slabše, ogromen val kritike, ne, zmerjanja, ne, zla, tako naprej, ne. Take stvari. To je v bistvu, to je tisto, ne, kar nas nažalost danes tudi mogoče na nek način oživlja, ne. Nam odgane dolg čas, ko vsi spremljamo te debate na Twitterju, ne. Imamo občutek, da se večina politike pravzaprav tam dogaja, ne. Ker so taki vsi viri novinarjev pravzaprav, ne. Kaj se je zgodilo na Twitterju, in iz tega potem se izpeljuje naprej predvidevanja in sodbe in tako naprej. In me prav zanima, kdaj je v bistvu Twitter postal tak vir, tako relevanten vir za medije. Kako lahko do tega statusa pride neka socialna platforma, ne? To je mogoče malo vprašljivo, ne. Ja, pa tudi tweeti, ne, mi da misliti tudi to, da ljudje zelo tako osebno doskrat reagirajo, ne, mogoče, ker je tudi pod vprašaj eno lastno izkušnjo, iz katere izhajaš postavi, ne, se pravi en tweet, no, tako kot sva prej govorila, ne. Ja. Ti nekaj napišeš in je nekaj, kar ne gre skupaj z mojo izkušnjo, ne. In pač jaz predpostavim, da je laž, ne. Pa ni mogoče sploh res, ne. Ja, pa mogoče pride do težave še prej, ne, ko avtor ene take izjave, ne, pač enostavno predpostav, da njegova osebna izkušnja velja za vse druge ljudi. Ja, pa to je tako. Tako, ne, in potem tako pride do kaosa, ne.
No, ampak se mi zdi, da ta problematika že iz antične filozofije. Ne? Se pravi, Sokrat je imel probleme s sofisti, ne? Prav zaradi tega. Ne? Pri njih je bilo važno, da jaz nekoga prepričam, ne pa da iščem resnice. Ne? In ne vem, no, jaz imam včasih občutek, da je raven komunikacije prav na tem nivoju. Ne? Se pravi, moja izkušnja je edina prava, ali pa moja pozicija. Ne? In jaz moram drugega prepričati o tem. Ja. In je zanimivo, kako se kdaj zgodi, ne, se pravi, ampak to mogoče bolj v enih takih sproščenih okoljih, no, kjer se mogoče tudi sogovornika poznata, spoštujeta. Ne, kako se lahko zgodi, da se zaplete v eno debato in si v debati lahko ure in ure, ampak na koncu pogotoviš, pa se sva govorila o isti zadevi, ampak ti si izhajal iz svoje izkušnje, jaz pa svoje, se pravi, različni pogled zornega kota na isto realnost, ampak sva zgubila ne vem koliko cajta, zato da so se lahko pomenila. Ne? In je tudi drugo vprašanje jezika, ne? Je izražanje, ampak je pa tudi znati poslušati. Ne? Ja, gotovo. Saj jaz to tudi opažam, no? Tudi pri samem sebi, ne? In tudi pri drugih, da sploh ne gre več recimo za način komuniciranja, ne? O katerem je tudi govoril zelo veliko Aristotel, ne? O dialektiki, spravijo v bistvu pravzaprav o primerjanju z nasprotjem, ne? Iskanja nasprotja nečemu, ne? Da se potem preko dveh polov lahko prepozna resnico na nek način. Se pravi, kaj je tisto, kar pa zares drži. Danes se mi zdi, da mogoče ni več toliko, no? Ni več toliko neke potrpežljivosti ali pa posluha za take stvari. Ne? Treba je predati ven svoje osebno mnenje, ne? Ki je vendarle še zmeraj osebno mnenje, ne? In nič več kot to. Ne? In ga prodati kot nek konsens, pravzaprav. Ne? To je po mojem mnenju nevarna stvar, ne? Ki pa večkrat uspe, ne? In potem pride do hujskanja, ne? In do mnenj, ki pravzaprav niso utemeljena. To so težke nevarne stvari, se mi zdi. Yeah. Sofistično pravzaprav. Prepričati človeka, ne pa da bi. No, ja. Pa pridemo lahko do te skrajnosti, ne, ki se reče, ja, resnice, vseh je več, ne, se pravi. To se mi v naravni komunikaciji pa te lahko to tudi pripelje čisto do samozadostnosti. Ne. Ja. Se pravi, imamo en problem, ok, to je moja plat, to je tvoja, v redu je. Mislim, ni enega interesa, da se prepletajo mnenja, ne, in tam, kjer se mnenja prepletajo, je najbrž tudi resnica. Ne. Ja, gotovo, ja. Se pride do bistva, no. Zdaj, da ne uporabljamo samo resnico, ampak nekaj skupnega. Ne. Nekaj skupnega, ja. Tam je več potencijala za to, da se to skupno odkrije. Ampak se mi pa zdi čisto iz praktičnih izkušenj tudi res, da kjer se ljudje soočamo, ne, se lahko zastavi vprašanje, zakaj to pravzaprav počnemo, ker se mi zdi, da bi se človek sam zelo težko pač odrekel nečemu, kar je od njega zelo globoko zakoreninjeno, ne. Čeprav lahko počasi spoznava, da to, kar sam goji, mogoče ni tisto, kar je prav, ne, kar je res. Ne. Ampak se kljub temu ne bo kar tako preprosto odrekel temu. Ne. Ne more kar pustiti tega, kar je gojil toliko in toliko časa pred tem. No. Vsaj tako se mi zdi. Ja, po mojem, da človek sam tak potrebuje veliko več časa za to, da neko mnenje predela, ne? In da res spozna, da je svoj pogled spremeniti. To terja čas. Ne? In zato, po mojem mnenju, taka soočenja niso zmeraj uspešna. Ja. No, pa tudi potem zato, da se z neko prisilo potem vlečemo ven, pravzaprav ne tako rečeno, ne?
uporabljamo neke argumente, ki so zmotni in na katere se lahko zanesemo samo v skrajni sili, in to samo zaradi tega razloga, da se lahko na nekaj zanesemo. Zato potem takoj pride recimo do zmerjanja, ne, do žaljenja, do načenjanja tem, ki niso relevantne za neko določeno debato in tako naprej. Ne, za blatenje, ne, oziroma kot zdaj dostakrat slišimo, za pranje umazanega perila v javnosti in tako naprej. Ne, take stvari. Ja. Ena refleksija, no? Ali pa en dialog potrebuje tudi eno svobodo. No? Ja. Nekaj greš v zavedanje, ok, moje mnenje mogoče temelji na nečem, ampak ni pa tudi absolutno. Ne, seveda ne. Ja. Zdaj pa, če jaz pa gremo en dialog, kjer je moj cilj drugega prepričati, ne, pa ta dimenzija odpade in nisem mogoče tudi sposoben videti širine problema. Ne, in, ja, prav gotovo, ja. Ni več, to, kar si rekel, ne, svoboda. Ne, to se mi zdi, da bi človek moral imeti, da bi moral gledati na to, ne, da je tvoj sogovornik še zmeraj, oziroma bi moral biti še zmeraj svoboden o tem, ne, za kar se odloča, kar razmišlja, in mu je treba dati pravzaprav nek manevrski prostor, ne, kar v bistvu pravzaprav terja tudi to, da, kot si rekel, tudi sam, ne, v neko debato ne pridemo na tak način, da vse stavimo na to, da bomo človeka tako rekoč spreobrnili na koncu, da se bo v bistvu zavrtel za 180 stopinj in šel v popolnoma drugo smer. Ne. To je, ne vem, koliko je to pravzaprav smotrno od človeka tudi pričakovati. Ne. Sej, prej sem tudi omenil, ne, da se človek sam ne bo kar tako obrnil, ne, če goji neka prepričanja, ki so v njem že leta. Ne. Mora potem v obdobju parih minut neke debate vsega zavreči in prevzeti nekaj novega. Ne. To, po mojem mnenju, no, to enostavno ni mogoče. Pa ne samo zato, ker je težko stvari predelati, ne, in jih analizirati v takem kratkem času, ampak tudi zaradi enega človeškega ponosa pravzaprav. Težko priznati, da si se leta in leta motil. Tako nekako. No. In zato se mi zdi, da je potrebno ne pustiti človeku svobodo, ne, da svobodno, da se vzame toliko časa, kot ga potrebuje, ne, in da se potem lahko svobodno odloči za nekaj. Na tak način. No, ampak zdaj, če se mogoče še malo vrnemo nazaj, ne, na to neverbalno komunikacijo, ne, ali pa osebno prisotnost. Ne. To, ko so že prej načela razne internetne platforme, kjer se pere perilo. Ne. En prostor, kjer lahko jaz tudi malo moje frustracije vendam. Ne. Če pa ena konfrontacija, iz oči v oči, ne, pa avtomatično do neke mere ta dialog veliko bolj človeški. Ne. Ja. Ne vem, dobi en obraz, je ena oseba, ne. Človek, s katerim se pogovarjam, ni nekaj imaginarnega. Mogoče glih pri teh internetnih platformah, pa ni več tem dimenzije. Ne. Jaz v bistvu lahko napišem na računalnik, ni osebnega. Ne. Ja, in je res konec koncev ena ideja moja, ker proti eni drugi ideji, ne. Ni pa več te dimenzije osebnega srečanja, je bolj konfrontacija idej in kjer je močnejša. Ne. Ja, in to sploh ni nekaj zahtevnega pravzaprav, ne. Če ti človeka ne gledaš v oči. Ne. Če vse, kar vidiš, so neke črke, ki jih je domnevno on napisal. Ja. Potem ta konfrontacija, ne, lahko zapade v nekaj grdega. Ne. Veliko prej. Si marsikaj dovoljno. In če imaš pa človeka pred sabo, je pa to drugače. Ja. Predvsem pri teh spletnih komentarjih. Ne. Tam se idealno lahko še skrije za kakšen nadimek ali uporabniško ime. In tam si pa res lahko daš duška. Ne. In je zanimivo, zdaj v zadnjih letih se tudi ogromno govori o teh
cyberbullies, internetnih. To je nekaj v zvezi z nasilništvom. Ja. Ne? Tako je. Ja. To je... In prav to, jaz mislim, to govoriš v ekran, govoriš v telefon in ne več osebi. Ne? Ja, točno to je. Ne več osebi, ampak samo še nekim se odzivaš, samo še na neke besede na tvojem ekranu. Ne? Ja. In to je to. In se sploh še ni se treba več ozirati na to, kdo je tvoj sogovornik. Nekako se mi zdi, da človek dobi potem občutek, da lahko kanalizira karkoli. Ne? Sploh brez oziranja na to, ne? Kakšen efekt bodo njegove besede pravzaprav imele. Ne? In pač vse vemo, vse smo že slišali za marsikateri tragičen primer, ko so ljudje se zatekli recimo k samopoškodovanju, ne? In podobne stvari, ima pa še hujše, marsikdo že napravil samomor zaradi prav te oblike nasilništva. In tudi, kot si omenil, recimo že ti komentarje, ne? Včasih je res, tudi sam recimo, če kdaj berem kaj takega, kakšne komentarje pod neko objavo, kakšnih novic, česarkoli, se lahko samo vprašam, kako je do tega sploh prišlo, da je nekdo kaj takega napisal, kaj takega izjavil. Ker ni možnosti, da bi kaj takega lahko izrekel človeku po obraz. Oziroma se mi zdi težko predstavljivo, da bi do česa takega lahko prišlo. Tam je pa seveda vse možno, vsak si vse upa. In posledice tega so neugodne, so strahovite pravzaprav. Pa da ne bo mogoče sam negativna zdaj. Pa po tvojem mnenju, danes v tem našem kontekstu slovenskem, znamo še se pogovarjati tudi tako širše, ne samo v družinah, že to v družinah, se pri nas doma, smo se včasih hecali, da se ne kregamo, se sam na glas pogovarjamo. Ne. Okay. Tudi konflikt, ki sam po sebi ni nujno, da je nekaj negativnega na koncu. Ne. Je lahko tudi začetek enega dialoga in ene iskrene konfrontacije mnenj in idej. Ne. A misliš, da danes v Sloveniji je v zadnjem času, kaj bi lahko rekel, to je pa res nekaj lepega? Ja, kaj pa vem. Jaz, če zdaj izhajam iz lastne izkušnje, zdaj, pač lahko spremljam recimo marsikaj prek interneta, preko socialnih omrežij, in po večini izgleda kot da ljudje enostavno nimamo enega posluha za to, kar meni nekdo drug. Ampak včasih se pa najde, ki naletim na kakšno konstruktivno debato in tako naprej. Ali pa že samo to je veliko, da se poštuje neko drugo mnenje. Tako take stvari. Zdaj, kaj več pa sploh težko povem, zato ker zdaj to, kar lahko na internetu vidim, pravzaprav moj edini vir kakršnega koli dogajanja v teh časih. Ja, vse kot sem rekel, po večini se mi žal zdi, da ni tega prav veliko, ni veliko tazga ravnanja. Ampak, ko pa kaj tazga najdem, si pa mislim, da je to tudi nekaj vredno, da je to tudi kar veliko pravzaprav. Ja, pa morda tudi te dialogi, mogoče niso tako odmevni, ne. No ja, seveda. To je pa tudi druga realnost. Ja, ni zanimivo, Ni zanimivo za ljudi o tem brati. Zanimivo je pravzaprav to, ko se nekaj dogaja, ko se zgodi neka konfrontacija. In to je to je potem gonilo, Gonilo, da se te stvari poganjajo naprej, da se konflikti poglabljajo, oziroma vse tako nekako jaz gledam na te stvari. Ja, žalostna realnost, ampak pač je realnost. Tako, kaj pa se tebi zdi? Veš, je spet ta problematika, Tudi, ko gledaš, zdaj TV Slovenija 3, kaj je, se pravi, živo lahko ti spremljaš nastope v parlamentu,
Ja, tako je. Meni je bilo zanimivo gledati, kako uživajo nastope iz menze, ne? Kako oni funkcionirajo, ko ni kamer. Ne? To bi bilo meni zanimivo. Jaz mislim, da konec koncev, če so ljudje, v bistvu to njihova služba, ne? Pa so vsak dan se vidijo, pa to je čist nekaj človeškega, da se pozdraviš. Pa... Ja, se je zelo zanimivo v bistvu predvidevati, kako to izgleda pri njih. Kako je, ko se srečajo recimo na hodniku, grejo eden mimo drugega. Jaz sem občutek, da je tista dvorana, to, kot si rekel, na njihovo delovno mesto in da tam se dogaja, kar se dogaja. Izven dvorane so pa lahko stvari tudi drugačne. Da gre za to, da se ločuje službo od enega vsakdanjega življenja. V službi oni kot na svojem delovnem mestu morajo nasprotovati, če je treba, nekim drugim političnim pogledom. Nekako pa ne bi smeli zaradi tega se znašati nad nekom kot nad osebo. Ja. No, ampak bi bilo res zanimivo, no? Mislim, če bi jih lahko videl, kako se v miru pogovarjajo. Pa. Ja, sveda. Pa drugemu kavo častijo, ne? Se pravi. No, to. Še ena tema, no? Navezati se na drugačno mnenje, ne? Še ena problematika, ki jo nekako naša generacija tudi živi do neke mere, pa medgeneracijsko komuniciranje, ne? To se mi zdi pa tudi ena problematika danes. Doskrat slišimo, no, je taka konfrontacija, ne. Mlajši se ne veste, kaj pa vi veste, ne. Starejši počasih že tudi toliko izven teh modernih tehnoloških pridobitev, da so tudi na nek način izobčeni, ne. Ja, seveda, ne. Je treba kar jim mogoče pomagati, ne, da se prilagodijo na zdajšnje principe komuniciranja, recimo mobilni telefoni, ne, in tako naprej. To je pravzaprav vse, kar se še uporablja danes. Kar nadomesti ta stacionarni telefon, ne, v nekem domačem gospodinjstvu. To recimo, ne, na to se nekako, jih je nekako treba navaditi, ne, oziroma od mlajših ljudi je verjetno odvisno to, ne, oziroma ki se na te stvari nekako spoznajo. Ne. Pa bomo še toliko v stiku, kot smo bili prej, ne, ali ne bomo več, ne, zaradi neke take pregrade. Je pa to neko dejstvo, ne, o katerem bi lahko rekel, da je nekaj, kar obstaja, nekaj, kar velja, nekaj, kar je neizogibno. Ne, in vse, kar lahko naredimo, je samo to, da se trudimo to čim bolj olajšati. Ne. Zdaj neke popolne odprave takih barijer pa zagotovo ne bo, ne, vsaj kar se meni zdi. Ne. No, po eni strani jaz mislim prav, da so, ne. Ena napetost zdrava mora biti. No ja, tudi to je gotovo res, ja. Starejši imajo tudi eno modro življenje, ki mogoče mlajši nimamo. Ja. Po drugi strani pa mi mladi imajo lahko tudi kakšen pogled, ki ga mogoče starejši ne vidijo. Ne? In ena naravna napetost med starejšo pa mlajšo generacijo vsekakor je. Ne? Ja, gotovo, ja. In tudi mora biti. Ne? Ja. To je spet, jaz vidim v tem spet ta dialektični princip. Ne? Se pravi, prek neke polarizacije pravzaprav, ne? Soočanja, ne? Ene strani in druge strani, potem počasi ugotavljati, kaj je tisto, kar velja za vse, ne? Spravi, kar je skupno. Ne? Preko primerjanja nasprotnih ali pa drugačnih načinov življenja, ne? Potem počasi najdemo tiste točke, ki obema stranema ustrezajo na tak način. Zato se povsem strinjam s tem, kar si rekel, ne? O tem, da je neka napetost pravzaprav zdrava. Ne? Ja, neka potreba po tem, da iščemo rešitve, ne? Da se spremljamo med sabo, ne? Kaj nekomu manjka, ne?
na kakšen način kdo komunicira, ne, in se potem tudi uspemo prilagoditi, ali pa pomagati drugim, da se prilagodijo nam, ne, na ta način. Ne. Je pa pač to nekaj, drugačen jezik, drugačen način komuniciranja je pač nekaj, kar je, kot sem rekel, pravzaprav neizogibno. Ne. In vse, kar lahko naredimo v zvezi s tem, je pač, da si pomagamo med sabo, kolikor je le mogoče. Ne. Jaz mislim, da za danes ne bo to dost, ne? Ja, so kar povedala. Zdaj, ki noge niso odkrile, mogoče so pa malo osvetlila problematiko jezika iz večjih strani. Tako je. Upamo, da se spet slišimo kmalu, ne? Da se slišimo, naslednji mesec, ne? Ja. V drugem tednu načrtujemo. Tako. Zopet, ne. Ja. Hvala lepa in lep dan še naprej. Ja, hvala za poslušanje.